Včeraj mi nekdo spet preko Instagrama pisal za tele bedarije, kaj se že pizdarija, piramidni sistem. In sem mu tokrat namesto, da bi mu napisal, sem mu narisal, naj puši kurac in išem to. Lepa, kaj že tako je? Takle sem mu naredil. Vsemu sem los. So šli Bergant, Žerjal pa Novak na gostovanje k Staretu, jih je povabil, ne. In pač za začetki mi je dal, da mora vsak eno foro povedati, ne. In najprej Stare, predstavi vse, pokliče Novaka. Prije Novak gor pove 2 vica, ker pač prvi mu ni ratu, in en par ljudi se zasmeji. Pa reče Stare, dobro, moramo enega boljš poklicati, ne. Pokliče Berganta. Prej Bergant se nek trudi. Pove, pa eno, spravi nas šalo skup, pa se smeji tako že na skoraj polovica. Pol pa še Žerjala pokliče, pa vsi grejo krven. Veste zakaj? Ne, veste zakaj? Zato, ker Žerjal ima sam prek interneta, prek YouTube, drugače ne nastopa. Nima nastopa v živo, štekate. Ja, kaj dober. Kaj mi že sem Mohamed Ali. Ne, tega nisem nikoli štekal pri bokserih. Se niso vsi isti. Mislim, da Mike Tyson je fukal še 5 minut prej. Ne delam tega, da bi se dal v celibat. Sem videl, kaj celibat naredi, ko sem imel cerkvene dečke okoli mene v gimnaziji in hvala lepa. Jaz sem enkrat poturil enega cimra, je bil, v bistvu ni bil, ful je bilo čudno, tam, ki sem bil na Škofijski, jaz sem bil v dijaškem domu, zraven je pa študent in za enega modela, ki je bil študent, pa ti ne rabiš biti duhovnik, da si tam študent, lahko si kjerkoli. Vzemeš njihovo pravilo za kupanje, ampak eden je pa bil, ki je dejansko bil šel v Semenišče, bil je star 32 let in tam so zafukali pri sobah in se ga nam dali v sobo. In sem imel 32 let starega modela, ki je šel za duhovnika, ki je enkrat prišel v naše sobo, tam po 2 sobi sta skupen hodnik in je prišel noter in je rekel, fanti, jaz imam eno vprašanje, a ste že vi kaj pri biologiji govorili v seksu? In to jaz sem bil 2. letnik in moj cimer prasec pogleda mene pa njega pa reče, Gašper ve vse v temo in gre ven iz sobe. In veš, da tak pri 32 letih te to vpraša, veš, da je bizaren. In smo imeli 2-urni pogovor o tem, kaj je penetracija pa ejakulacija, pa nič ni vedel, stari, nič. Potem sem, to je pa najbolj bizarno, jaz sem na Škofijski, bodočmo duhovnika kazal porniče strani, kam mora jeti, da bo se kaj naučil. Je bil več isti, stari. Ja si mu rekel, na Škofijski nimajo biologije, da bi to... Maj, ne, ti moraš vedeti, jaz sem videl, da veš, duhovništvo se je ful spremenilo, ti si včasih imel, so za duhovnike šli fantje, ki so bili doskrat iz revnih družin, pa ful brihtni in se pač, to je bila edina pot, da se lahko nekaj naredili iz sebe, recimo, ne, da so imeli nek stalež, pa da niso bili revni in si ti dobil v populaciji ljudi, ki so dejansko bili pametni. Zdaj pa jemljajo ološ. Mislim, ni več. Jaz sem videl, kakve pobe so tja nosili, ne da so vsi zabiti, deleži tega, ampak ful se je zmanjšalo, veš, da čisti normalen, pa da ti en reče, ti všel celibata celo življenje, veš, da rečeš, ko te jebe, pa brez plače bom delal, super. In dobi une lolek. En je prišel, ki je bil iz Lesne, ki je bil več kot očitno avtist, zdaj, ko pa misliš nazaj, avtist je bil. Njega se dali za duhovnika, jaz se z njim pogovarjal, bilo tako, da bi se psu bi več da povedal, stari, sam gledati je. Ja, pri psu imaš še da te razume. Ja, to je res, ja, ga lahko saj komandoma daš. Ampak ima starši, jaz sem to doživel, ima starši, ki so tukaj absurdno verni, tako mormoni, samo da so v Sloveniji, pa niso,
da naprimer, ko imajo otroci težave, namesto da bi jih dali v psihiatriji, jih dajo v semenišče. Ali pa, jaz sem imel iz paralelke eno, ki smo jo ljubkovali na Meklici, ali kolumbijska rit, ker je imela res kolumbijska rit, pa tangice vedno na Škofijski, fuj seksi deba, in je bila schizofrena, ker naenkrat se je pač odpeljala se je, ampak vse to se naredi. In njen foter je bil nek bivši duhovnik, ki je otroka naredil, pa pošel ven, ampak še vedno absurdno veren, in ni hotel priznati, da ima psihične težave in je dal klarisama, kaj se vnete najbolj zajebane nune. In to je bilo, ki je bila stara 17, 18, od takrat naprej ni noben od nas videl, še vedno je pri nunah. A veš, mislim, imaš take. Ampak ja, pred nastopi seksam, če ti je to zanimalo. Sej, mislim, kjer je on ta črn model, ta mali, ki ga Ben ni premagal, ne? Kevin Hart! Ne, mislim, niso to zajebance, ki ti nedofukance, ki hodi v petkih zvečer okoli pa išče in nekoga, ki bo razbili, stari je. Jaz sem že grun takrat, da lahko za samo obrambo imel sabo, ko mene se enkrat, kad se me nož ven potegne, modeli, ki sem jih prvič in zadnjič videl. In to, ali zastaviš me se enkrat, ki je bil od Pahorja roast, smo ga na koncu pili v, kaj že, temo Irish pubu, jaz sem prišel ven, da mu šle, dva modela mimo in en gleda tam, a ti jaz gledam smešno, sem snor. In jaz ga ignoriram in en bumber, ki je bil tam, ki ga sploh poznal, nisem reče, ja, ti sploh ne izgledaš nor. In ta to čuje, se obrne, misli, da sem jaz rekel in iz bunde potegne takle kuhinjski nož stari. In se začne počelo toč z njemu, kao, ti smo rekel, da so nori, ne, očitno si normalni stari. Na challenge človek. Ja, I accept this challenge, pizda. In je, poj pa hvala Bogu, liho ti smo Karas, Jure, gr prši in tako, brigante bojo zaštihali. In je to pozornosti razil temu modelu, da je tja pogledal, jaz sem samo laufo, jaz ti zmešen, jaz zaštihan, zato, ker si ti preveč PCP-ja vzil. Pač moraš gledati, če se ti ponuja pretep 5 stran, verjem, nikoli ni uredno, Ja, ker zobi so dragi, spomin še pa bolj. Jaz sem tle bil eno pisarno, sem imel na Kolinski, je bil en varnostnik, je prišel nek mladi model, on skozi igrice je igral, on nič ni vedel, on ni vedel kot, on karkoli ga vprašal, jaz sem nov, ti že 1 leta tvoj stari, nisi več nov. Ej, imaš slučajno dolgi rizle, model ne ti moj na to sprašuje. Ker priješ mimo, pa priješ po ključe, pa imaš ti dolgi rizle, tudi če jih imam, ne se, mislim, enega v šfazi, ki te je povedal naprej. Ne, vsi kontakt, kaj pa rabiš v firmi biti varnost? Mislim, tako, vse verjeten je to res bolj tako delo reda. Formalno je to, Ja. formalno. To, da tam ti teži, jaz ti ne bom rampe odprl, ker nimaš prave kartice. Predstavno, model, kaj bom ukradel tle ven, panelne plošče, kaj, če imaš palete, imate odkrite tiste. Najboljše, ko imaš varnostnike za stavbo, kjer se res sam palete, pa škatle in potem ti tam grozi, da policiji klice s tako. Tu so Kdo bi Europol. bil tle? Ja, Europol, težko je to cash, pizdu, to bi metal. Ne smo imeli tak alarm naštiman, da če si šel po štengeh, se ti je vklopil. In noben nam ni povedal, ker smo bili v ekipi, da se to dela. In potem je vedno varnostnik z meni glajk, tako preleta tam. Se to, Kaj zakaj misliš, da niste še smo sam sam z liftom? Midva dobivamo stari. Jaz sem dobival zaradi teh femi, če mi je folk začel pošiljati slike, ki fukaj. Zastopiš. Nikoli nisem rekel za to. In po mi pošlje slike za Božič. Če Papič je rekel, kaj se veš, če Papič, lahko če je Papič Papič rekel, tako ampak reče, še mu reče, Papič. Ja. In po jaz dobim stari slike, ki ena pač natepava in me tam napiše in kako si, pa jaz tako, kaj kako sem? In je bil žaljen, ker sem zavrnil povabila, veš, kaj tako
stari, res, hvala. Ampak ne. On ima enega kolega, ki dela pa na tem Center Svit, veš, ki ti blato preverijo za rakove obolenje. Ja. In ti dobiš tako eprovetka, da daš blato noter. No, en model tega ni dojel Je dotičen. in se je usral v glaž za vlaganje. In jim to po pošti poslal. Ti se sam predstavljaj, da ti na Svit Center delaš in ti pride pošiljka priporočena po vsej verjetnosti, ker drugače moraš tega sranja poslati in da biš cel šugel dreke, zato ker en model rekel, tle v ta mal kurac, jaz ne moramo sredi. In vzema un litrski emper in se noter in ga zadihta in da une mehurčke okolj. Pojek je nor, zastopiš. Jaz veš, kaj prav, stari folk na svitu, da ne pošilji mi tega sranja. Ja. Tako jaz pravim, to je gambljanje za folke, ki so preveč socially awkward, da bi šli v kazino, pa se pa doma na kompu. To je kar dobra. Meni je, na primer, žal, da nisem za zlato vedel. Jaz sem za zlato vedel že tako, odkar sem imel 6 let. To ja, ampak nisem vedel kot investicije. Veš, kaj tako zlato je zraslo v 10 letih za 300%. Absurdno. Jaz sem doma en ta obroček, stari po 10 letih še zmeraj isto velik. Kako obroček, imaš kokring zlata, kaj? Ja, sem kupil enega, pa ga zdaj nosim na prstu, ki mi je bil za nekak malo prevelik. A ti imaš čelo od zade? Evo, kle. Hotel sem ga igrati in mi je mat rekla, ki si rekel, da bi čelo igral, rekla, joj, če hočeš pa inštrumente igrati, moraš imeti pa posluh. In kar je v bistvu pa hotela povedati, je pa to ono, da bi se nam te jaz 2krat na teden furala pol ure do muziče, mislim, da glasbene šole. Glej, kak ima tangice, no, vidiš v riti. Da je šel v bistvu sam nazaj, da rit kaže. Pavle, a greš še enkrat? Če prineseš še jo. Nek te je padal. Evo, smo že pri zoofilskih žovkih. Jaz sem mislil, da boš dejansko ta gamer ima pa neke podatke v mojem peti, v pevskem zboru in pošlje dojamem, da v kozah govori. In vse to sranje je začel fucking žerjav, stari. Kadarkoli me omenil, je nekaj omenil z ovcema pa kozem in je se prlimalo na mene, ker veš, da vsake iz podeželja fuka živali, a ne. To ti rečeš, ker res ker če bi te dal z tebe od spode za slike in živali, kjerkoli bi te videl avtomatsko predvideval, da si zavetišče ukradel, da fukaš. Tebe zavetišče ne bi, če bi imel žakelj krmil pred zavetišče, bi te zavrnili. Rekli, ne, naši psi niste od Baričeviče, biš smo. To spomnim na uno foro, ki je en pelil svojega nečaka na podeželje, prav, lej, vidiš, kle jaz v tej vasi živim že cel življenje, kle vidiš, pa greš tam enega vodnega stolpa, prav, vidiš, ta voden stolp, to sem jaz vse zgradil z lastnimi rokami, to smo gradili, ker tebe še ni bilo, so to vse postavili, vse v tej vasi, vidiš, evo, lej, tamle, vidiš, mestna hiša, so mi postavili, to smo vse mi zgradili, se organizirali, polagali cegle in kaj, misliš, da kdo reče, lej, tamle gre pa Janez, ki je zidar, ki nam je cel mest zgradil, Janez, ta spreten, in noben ne reče, živim že kle, cel življenje, vidiš ta potok, to smo ga mi preusmerili, ta potok. Mislim, ampak misliš, da kdo reče v tej vas, da prav, lega, to je pa Janez, to je pa unka nam je potok preusmeril, lega, Janez, preusmerjevalc potokov, Janez, vodnar, Janez, nekaj, nič, amben ne reče. Prijeta do ceste,
prav. Vidiš, tukaj smo pa mi, ta semafor smo pa mi to postavili. Pa misliš, da kdo kdaj reče, lega, tam gre pa Janez električar. Amben nikoli ne reče. Misliš, da kdo reče, klej pa Janez prometnik. Noben ne reče. Pa človek enkrat kozo pofuka. Pa mu si reče Bergant. Evo, sem sam čakal. Dve informacije, kar se živali tiče in teh seksualnih fantazij, ki jih imajo ljudje. Ameriški marinci so to povedali, da veš, oni so začeli s termokameram ful spremljati kao talibane. Oni so zdaj predstavljaš ti bo, ja, rečeš, jaz grem Amurika, grem jaz brant, nikoli več teroristov. In greš in se opremiš, rečeš, adijo mama, morat se nikoli več ne vidim, umrl bom za to državo in pogreš v Afganistan, po 1 leto treninga, oborožen, 30 kg robe na sebi, s termokamer in gledaš za teroriste in vse kar 2 leti vidiš se modeli, ki fukaj koze. In pogreš zdaj v Ameriki in se moraš spet socializirati iz tega ven. Ljubljančani igrajo pa na plažo. Neka doga pa neka baba, jaz sem pa spizil, ampak njemu je to dogajalo, veš, imaš te modele. Pa imajo oni kmetijo, drugače. Ne, Okay. stari, to je ful. Ti misliš, da je tam v Slovenski imajo vsi kmetijo, ali kaj, dajmo, da je To je ful aristokratska varianta ratala. To ful ta bogati manj da te fore. Mislim, vse če daš 20 ur za psa, pol boš, da ga tudi fukaš. Ker jaz sem zdaj na bejbo hodil in mi je celo ona povedala, da je bila v spotu od komada, isto fucking Gartnerja, in ki mi je to povedala, smo se razšla, ker je bilo tako, the fuck? Jaz nisem tega videl. Isto jaz pravim za unga osla. Vsi pravijo, Boga živali, pa to jaz pravim, mater ta osu si bo težko najdu ženo. Ali pa možano. Ampak vse smo vsi, po moje, smo bolj, ki ne vsi videli znameniti Viceov dokumentarc oziroma mini dokumentarc, kako v Kolumbiji vsi izgubljajo nedolžno z osli. Ne, fakt tega tam zgubljajo nedolžno z mnogimi stvarmi, tudi s preprodajo trdi drog. Poznaš Vice kot medij. Ja. No, včasih je bil to totalno... Pavlo za samovice. Včasih je bil to anarhistična revija, totalno punkerska, zastopiš, imeli se res dobre članke in članek oziroma dokumentarc, ki jih je vsem naredil znane, je bil lih ta in je še vedno, se mi zdi, gor, kako v Kolumbiji izgubljajo vsi moški na juga, ki nedolžno zosli. In ti imaš 12-letnega pubeca, ki tam govori, yes, you lick it and then your friends and you just fuck the donkey, yes. In on se fura z nekaj taksista, ki mu razlaga, taksist, da včasih se med vožnji ustavi, da gre pofukat osla v cesti, ki ga vidi. To je težko, to je to. Ful, ne, 20 minut traje, če vedno je na YouTubeu od Vajsa, bizarne, taksistke razlage, da najbolj ga rajce je noseči osli. Mislim, mislim, imaš populacije ljudi po svetu, ki ne bi mogli normalnega pogovora, zdaj ne imeti, veš. Ja, daj. Vivala Kolumbija, Mislim, to, da je Pablo Escobar tukaj lahko ljudi pobil, pa tukaj droge prodal, se ne čudim, če veš, da je 1/3 Kolumbije sposobna to delati. Veš, koliko je še na oslo pofuko. Jo. Jaz predstavljam, da bi bil po temu znan, brke pa po droge. Fukaš enega osla. Ja, enega osla dovolj. Oni, ko imajo en uč. Ja, to so pirati. Ne, sredini, ki ga imajo. Kako? Lepa. Kaj? Kiklop. 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 Ja. Kiklop.
Kiklopi, jaz sem skozi hotel reči ciklopi, pa sem vedel, da je narobe. Zgubil je nuč, ker je gledal pod kiklo. Ne, a veš, iz česa je to kao prišlo v mitologiji, ker se pač tam v grškem okolju najdli ljudje lobanje od slonov. In slon ima tako na sredini ful veliko udrtino. In se kao domnevali, da je to ogromno lobanje od nekega mitološkega bitja, ki ima uč na sredini. Te pa ljudje pojiš lobanje od slona, da se vidi na streamu. No, dajmo. Folke nima domišljije. Aha, evo ga. To je človeško lobanje. Ja, človeška. Napiši daj po angliško. Ja, pa kako bo Pavle razumel, ko brskam. Lepa. Jaz sem ena tako od teh živalih, en dober ujc, malo dolg, ampak se imaš potrpljenje, Ana. On prejšnji je bil kratek, ali kaj? Pač Pavle ima najbolj dolge vice, pa... Čak, sam počak, Pavlo, da grem na vece v pol povedal. Ne, jaz bom šel vmes na vece. Dej, prosim, na violončelo zravno igraj, ki boš vic govoril, da bo... Ja, to pa ne vem, če znaš, to sem pa enkrat ugotavljal, mater, kaj je pa to? To pa res gleda, kot človek. Sloni in ljudje smo podobni, mislim, sploh moja punca, ki nikoli ne pozabi. Ja, štekam, ja. Mislim, nekaj jih ne, se veš, eni gre mimo tebe, ki morat ne veš za neko stvar, ampak ja, jaz ful mime spremljam, pa se mi všeč. Internet je res zakon stvar, še posebej, kar se tega tiče, stari, to je pa res. Mimi se ful poenostavijo joke writing, se zdi na hitro, ne, oziroma ga pohitrije, drugače pa, da ti en dober mim narediš, ki ga folk takoj dojame in po moje nekaj najtežjega nasploh. Ja, jaz sem mi dosti ukvarjam, to bo Fikus boljš znal povedati, ki dela bolj tako, se mi zdi, da ima njegovi mimi, da so bolj tako za vse dostopni, ful so tako univerzalni. Fikus. Tako, ne vem, meni se zdi, da unike največ folka razume, da so najbolj res, da je tam tako intuicija. No, to je prekinil. A res? A fuck. Še enkrat. Res sem mislil, da me zdaj nav prekinil. Ja, zdaj te malo. Zdaj ga pa čist. Zdaj malo skensla. Dej mim naredi iz tega, kako te prekinja. Albanija in Češka sta kar podobni. S tem, da imajo Albanci očitno boljše frizerje. Češka je res, to, kar so Rusi naredili s to državo, se oni še 50 let novijo pomogli, ker se jih, duha se jim ukradli. Ti prejš na Češko, jaz sem se zbudil na Češkem, ko smo šli čez Avstrijo in sem videl, da smo na Češkem, brez da bi iz avta šel, ker se bili na parkirišče, je bilo 10 avtov in 2 od teh sta bila sestavljena iz različnih delov, barvnih. In sem vedel, da smo na Češkem in pomaš na Češkem, ki se furaš, imaš ob cesti, namest nevarna cesta, imaš kar smrtno glavo skozi. Mislim, to se ne zabavno. Ti imaš kar smrt skozi, kao nevarni uvink, pa tako ste vi fukljeni, veš. Vsi se probamo od smrti nekako deliti. Čeh, oni si direktno, lahko da si v zaleto v to smrt železna, pa ti bo direkt ta znak glavo trgo. In pomajem, na uvinkih, če se drevesa, niti ne dajo da bi dal une bele plastične kole, ampak oni kar drevo pobarvajo na meter pa pol belo in podajo gr pač odsevnike. Ne. Fulje, žalost, ker jaz sem prišel v Praga, bili smo jaz, sestra, pa 2 kolega, ali smo bili celo 3. Mislim, da smo bili 3. Če se prav spomnim, da se je bilo 5 pač v avto. Najbolj že bil v Avstriji, moj kolega, ki je furo, pridemo ven z tunela, jaz sem na pol spal, pa tek reče, mim grede, jaz sem delal 2-krat zadremo vmes, sem nas skoraj bil, ampak v redu je. In prejema tja, in mi smo šli tako, da bi rekel, mislim, je B-cona Prage, stari, in če greš ti v Praga, Praga je znana kot ful, kao lepo mesto. In to je bilo tako, da bi rekel, da nisi v centru, ampak da si v, kaj bi rekel,
mestni lok ali V pa... Črnučah. Šiški. Niti, ja, v Šiški recimo, stari, Ej. jaz sem Videl sem Šiški. nisem videl še več, rečemo še en tweet, pizda. Ja, Ej, lep, nisem prosim. videl še več junksu na kupu. In vse imajo fucking Bundesliga čupo, vse. Jaz sem bil tako, kam the fuck smo mi prišli, v 80, kaj? V hotel nas ni spustil, ker smo prišli, mi smo prišli točno, ampak on še ni odprl. In je bil model tekle zravno, in smo mu imeli smo polne ruze, mi smo hoteli sam spati. In on tako sam roleto dol da. In ki je bil z nami, jaz sem mislil, da bo čez šipo skočil. In pol fora je bilo, da je bilo to tako, da bi rekel, v Cankarjemu domu, z Ljubljana, da pač primerjajo, ful velika dvorana, mi iščemo stari nobenega plakata od Louis C.K. ni nikjer. Mi prijemo do te stavbe, nikjer nobenega plakata in mi tak, Jesus fuck, mi smo vsak dali 100 €, da nas je nategnil. Tle ni nobenega plakata, nobenih, sicer jutr je ali zvečer, ampak te ni nobenih ljudi. Grem jaz do enega varnostnika in jaz tak, can I ask you a question? Pa on tak, to je bila njegova reakcija, češki varnostnik, what do you want? Jaz tak, Jesus, vprašal bi, če je Louis C.K. tle, pa on tak, how should I know that? Jaz tak, ne vem, a mi lahko pomagaš, kjer neč. In pol je šel pogledat na net in je najdel, da je. In kao tle noter, pa jaz tak, ok, bomo prišli ob 7, gremo v hotel, probamo spati, ne moramo, junksi povsod, stari, res, fucking, nismo mogli kupiti nikjer za jesti pa za piti, zato ker so se trgovine v 5 zaprle, ne vem zakaj, pa smo prišli v neke, vse štacune na Češkem vodijo Vietnamci in Kitajci in to je bilo, vse to ni dolgo nazaj, to je 3-4 leta nazaj stari, nikjer nisem imeli, da bi v štacuni, da imaš senzor, da ti pip dela, da sam čez pustiš, vse na roke pišejo cene. Jaz sem bil tak, mi smo 30 let odzadaj zdaj pizda, ti ljudje nam škode delajo, zastopiš. Gremo tja in vidimo, da se ljudje nabirajo, gremo not, prijemo v dvorano, kjer je 5 ali 6,000 ljudi, ker odzune sploh ni bilo videti, gremo ven, prijemo do neke vietnamskega fast fooda, jaz naročam za vse za jest in ženska ni znala besede nemške, besede angleške, jaz sem iz pantomima in z liste papirja narisal, kaj bomo jedli in jaz sem hotel kao chicken soup, noodle soup, in mi je pozabila prinesti in sem šel do nje, pa res sem bil sfukan stari, 1 uro sem spal. In ji lepo razložim, da mi je pozabila dati in ona tako, si govorila, sam prineste. In mi prinese, jaz začnem jesti in mi prinese še 1 rundo. In mi prinese kao pravičilo cash nazaj. In jaz tako, kaj da fuck se dogaja? Pa smo še pa pač nazaj na Albanijo, smo pa šla, je pa nora. Albanija je pa res, mi smo prišla v restauracije, prvi hotel, ki prijema, gledamo na nekem otoku, zraven jezera, čez mejo Črne Gore. Itak že, ko v Črne Gore priješ, imaš krave na cesti. To je edina stvar, ki je čez dan na cesti v Črni Gori. In priješ v Albaniji stari in je hotel, ne smeš verjeti slikam, albanske slike hotela so tako Tinder, fucking ne moreš verjeti. In vse ocene za albanske hotele očitno daje drugi Albanci na svetu. In vsak hotel je ocenjen z 9 pa 10, priješ pa noter je pa urata drži skapur pena, veš, mislim, fukene je. Jaz sem bil v tuš kabini, ki je bila tuš kabina, do tle je bila, mislim, nekje do popka je bila pregrinjala, pol ti je pa voda po sobi tekla. Fukene se. In mi dva gremo mimo tega hotela, ki je bila na sliki, da je asfalt, gremo do konca toka, ugotovimo, da smo šla mimo unga hotela, mimo grede, da smo prišli v prvi hotel, smo se mogli čez ciganske naselje pelati, kjer ciganski otroci v nagi okoli hodi, pa ribe na sonce prodaji, brez ledu, jaz ne vem, kako tam ne umrejo vse zaradi zastrupitev. In pa prijemo v ta hotel stari
In kao, kaj imate pa za jest, pa prinese nek Ribe. mladi pobek. Ja, ribe. In jaz tak, ok, a so iz jezera, kaj imaš ti tle jezer? Pa on tak, no, they're from natural pond. Jaz tak, natural pond, pa si, you mean the fucking lake. No, we have natural pond in the garage. In jaz tak, ok, bom šel pol pogledati, ne. In model je imel v garaži 2x2 metra velik betonski bazen, ki je za njega natural pond, in za tem je imel pa golobe. Se pravi, se tudi golobe ponujali. Ne? In najboljše mi je bilo, da sem se enkrat v hotel za 5 zvezdice se kopam v bazenu in čujem, ki nekaj pluska po vodi in pogledam in 2 kravi vodo ven pijete. Zato, ker tam imajo vse... Ti si imel hotel, zravno pa en krave pase, tam je imel zravno hotela, ko očitno ni bil musliman, je svinje redil, je imel svinje sred naselja, ciganska naselja so posod. Ti prijaš na plažo, po te puški psi so posod. Jaz sem bil na plaži, 17 psov smo na kupu naštela, star krdelo. In ti, če si z mehkimi frocih, ne moš pustiti same, ker ti bojo raztrgali psi. Pol greš na plaži. Sam še dobro, da niso bili oni od bogatašev. Ja, ker bi sam po 2 nogah lahko hodili. Ampak... Pa to sprednjih 2. Ja, sprednjih 2. Pa lajali bi, no. In ti imaš, tam ti stari greš na plaži in ti ciganska familija šotor zabija, zravno hotela si delajo fucking bungalow, zastaviš norega. In vem, da smo bila v hotelu, takrat je bila soba 50 € na dan, naslednje leto je bila 150, krat 3 so dali. Ampak je bila uredna, dejansko, če je bilo to v Grčiji, je bilo to 300 € na dan. Tle je bilo pa 50, all inclusive, mislim zajtrk, pol penzion. In jaz prejem zjutraj in jema froštik in pride tale glavni kelner, ki je očitno iz Avstralije, in tak, how do you like Albania? Pa jaz tak, quite nice. He's okay. Jaz sem rekel, the roads are fucked up, ker res, pri njih je fora, da so dobili avte, predtem so dobili ceste. In ti, stari moj, ker naenkrat se promet ustavi in iz 2-pasovnice rata 6-pasovnica. In ti rine je stari, in on se je skoraj zmešal. Oni se ne dajo dopovedati, da obstajajo prometni predpisi in ti iz vsake strani se ti rinejo in sam gužvajo se bolj, sam bolj zaustavljajo promet. In jaz se nazaj imam 6-pasovnice rata iz 2-pasovnice na cesti, ki ni široka za 6-pasovnico. In ti furajo po njivah, med ograjo. Veš kakve delke stari, ne moraš verjeti, pa vse srečeš, ja veš, ti si tako v avto, če peš v gužbi in kar nekaj pogledaš na levo in imaš enega modela na oslu, skoči je polno lubenice, kaj da se dogaja. Ga pele na gali avto, oni pa tekujejo, kdo preko šerci kokain do Slovenije. Ful se trudijo, ampak jih mafija izjebe. Ful se trudijo. Vse imajo črne zobe, ki imajo zdravstveni sistem, ful izjebe, ker Albanija, jaz sem gledal po dokumentaciji kasnejše, oni so imeli piramidni sistem, ki ga je vlada spodbujala. Oni so cela država bankrotirala, predvsem se, da te državni aparat, kot vlada in banke govorijo, dajte vlagati v to in je v bistvu scam. In pa vse poče, so vsi brez gnarja. To so pa Italijani sponzorirali. Ja, ampak jaz, ko smo bila v restauraciji, mi on začne kao, how do you like Albania? Jaz tak, v redu, jaz sam pa ceste se zjebam. On tak, next time come with boat. Oziroma ne boat, yacht, kao, z svojim čarterjem. Pa jaz tak, dude, I don't know how much money you think we have, but we don't have money for a boat. In on tak, flegma, work harder than in gre. To ti reče glavni kelner. In smo hodila, najbolj se pa restauracije. Evo, to je pa ena stvar, ki se ji ne boš naučil, kaj si Matej v zgodovinskih knjigah. Če priješ v Albanije, če imajo ptiča živga v kletki pred restauracije, ne jaz tam. Ne vem zakaj, ampak po mojih izkušnjah, kjerkoli imajo ptiča v kletki, kanarčka, tam ne ješ. Ker to je pa moje opozorilo za domačine, tle jih bomo zastrupili. Če ti prinese na mizo
prt, ki ga nisi v Sloveniji videl, ali pa na Hrvaškem že 30 let, prt iz papirja, ki ga sam založi, pa fukne in pred tabo smeti, beži. Midva smo Neperutnine naročiti. Ja, midva smo bila 5-krat, 6-krat smo jedla v eni in isti gostilni, ki se je rekla, predstavljaj se to, rekla se je Scooby-Doo on fire. To je bilo ime gostilni. Jaz še nisem jedel bolj za manj gnarja. Karkoli smo naročila, je bilo 22 €. Ni važno kaj. Ali smo jedla fucking škampe, ali smo jedla zrezke, pa makarone, pa vino. Oni imajo tukaj nizek standard, ti lahko tam morske hrane za pol cene ješ. Potem smo šli pa enkrat v eno restauraciji, ker sem pa jaz sem fan jagnjetine in vidim, da ima jagnjetine. Sem se o tem prej pogovarjal. Za jesti, ne za pokoj. In jaz imam te enkrat udrte, jaz prijem zravno. Ampak to si mogel zapisati, jaz. Na grobo piše, ko je udrte, prijem zravno. Da sem jaz imel enega kolega, ki se je prek ne vem kaj, bo takrat Messengerja, na nekem gay chatu pogovarjal z enim iz Jamajke in ga je model vprašal, če je v Sloveniji štrom. Pa bo tako prek neta se pogovarjate, debila, miš da na agregaciji te pogovarjate. Ti moraš vedeti, nas imajo nasploh Američani še posebej, Američani nas imajo, nas pa, mi pa, Belorusija pa Moldavija, to je vse. Jaz sem gledal, stavil znam, 90 days to wet in je pač en model, ki je iz Moldavije se poročil v Ameriki in potem prišel nazaj. Mislim, se poročila še v Moldaviji in nje familija pride v Moldaviji. In oni jim dajo pač za jest stvari, ki bi bila za nas totalno normalne, ne vem, špeh, salame, take stvari in oni tako to jeje, pa tako, these Moldovians, apparently all they eat is peasant food. In je tako, model, to mi jemo, ti ješ McDonald's, pa už govoril, tle unje prasa, pol leta se šil in pršut, I can see fat, Jesus, In res nas imajo za take debile, da... Če vidiš nekoga, neki Američani so pisali, če vidiš nekoga, da piše v cirilici, to je garant ruski bot, zato ker na Balkanu itak nimajo interneta. Nekdo je bil smrtno resen. Model, od mojega bivšega cimra bratranja v Ameriki se preselil in je na začetku živel v Camptonu, ali ki pač nek hud v Ameriki je bil. In je rekel, kot belci, si takoj tarča, če v hude živiš, kot kolega Jenkija, ki je prišel in je rekel, da se je naučil, da po telefonu slovensko govori in je rekel, in ti ljudje ne štekaj, da to ni ruščina in vse misli, da je iz ruske mafije, rekel, da je imel skozi mir. Ker Kolman je kdo rekel, kaj pičkati imate, no kaj pa je problem? In noben ne ve. Če ti modeliš Amerika, bo si, taj pa iz zgodne Savinjske doline. Se že malo strašno. A ti veš to zgodbo, to je menda res. Jaz ne vem, je res, čul sem je v 2 različnih modelov, ampak to so te legende, tako je zdaj v koroni, kao vse, kako se jih policaji pohapsali, pa to, ki je mene foter klica, da se enega, ki je bil brez dovoljenja, da ni imel med občinami dovoljenja, pa da je svinje furo, pa da se ga ustavili in pok je imel koline, se prišli k njemu in mu svinji zaplenili. In sem si rekel, fotor, to manj ne deluje legitimna informacija. In potem sem začel gruntati in po vsej verjetnosti je bilo to, da je model svinji prevažal in se ga policaji ustavili in ti ne smeš brez izpita določenega za prevoz živih živali, furat živih živali in ti dejansko lahko vzame, pač kar furaš, pa ti daj kazen. In se je to naredilo po moje in je prišlo ven, se veš. Mislim, enega sošolca, ki je bil Srb, ki je bil iz neke mafijske familije, ki mi je enkrat razlagal, kako se trupel znebije. Pa je tako, stari, če ti manj to praviš, koliko ljudem si šele ti povedal, ti bo šel tudi v beton, ti boš tudi kar naenkrat ratov betonska plata.
On je vse povedal, jaz sem vedel, ki ima vse. On je bil najslabši mafijski sin. A veš, ko vidiš te posnetke teh, ne vem, močnih mafijcev ali pa teh afriških predsednikov, kako se sini obnašajo. To je res, stari, ker ta folk je tuk izmen realnega konteksta, da se sploh ne zavedaj, da ti ne moreš vsem povedati, koga se da ubiti. Nečim ni jasno. V Rusiji bile neke scene, ki so sinovi, ne vem, mafijaž diskretno nabira neko bogatstvo, sin pa da na Instagram. No, take fore. Nori se. A več, ko imaš ta občutek, pa moje, da ti fotrn ben nič mogel, manj ben nič ne bom mogel. To je model, ki se je furo stari. Njega se furali v Maserati v šolo. Vsake jutro. In ti si ga slišal, pred si ga videl. Jaz sem enkrat bil, on je zamudil enkrat na en šolski izlet in to je bilo nekaj najbolj smešnega. Njegov fotor se usedel v Maserati in zasledoval bus in ga ven na avtocesti izrinil, pa se začel dreti. Na postajališče se šli in dal sina in jevo sem mater, kaj ga niso potakali, zamudil je pa pol ure. To je pa podobno naši sceni z Bežigrada. Na Bežigradu, ja. Zakaj ste prepisal, so te vrgli z pevskega zbora? To tudi. Ne, na pevske se nehal hoditi. Na pevske se nehal hoditi. Škofijska stvar ima pevski zbor, ko oni ti kar reče, ti ušpev. Če imaš, on te tekle sproba, Že pošlata malo spodi, ko imaš nekaj jajčka. Ni duhovnik. On je bil, kaj že bil, ne vem kaj, bil ful dobro zborovod. Jaz sem bil na teh pevskih testih z mojim sošolcem, kako mu je že bil ime pizd materna. Domen, a je bil Domen, nam se spomnil. Ampak v glavnem, jaz sem zapojem neke od Kreslina, pa on bi lahko v četrtek prijete na vaje. Oziroma Murte, on je rabo folk in poprije ta in začne, on ima tak, pa te pa zapeli, pa on tak Marko skače. Ok. In on ima da pač intonaciji in model zdaj gre 5 in začne, sam čuješ, jaz pa, Profox pa ta model smo v istem prostoru in on začne, on ima da intonaciji in tak Marko skače po zelenoj travi, oj, po zelenoj travi. In tak, ok, zdaj mu še pa zapeli? In tak, jaz sem zapel. In je bilo tak, ok. In mu je rekel, niste še mutirali. Jaz sem se na glas začel smeti, povej mu, da je brez posluha, stari. Ker je bilo fora, ta model se je skos važil, kak fuka. Skos. In res ni zgleda, ko model se veš, kak je. Tako. Ni povedal koga, a ne? Ja, ni povedal koga in vse nas je bolj ukurac. Se veš kakaj, ki si v gimnaziji, unika najbolj lapaj, pa tudi nasploh, on in cool videl nage ženske in tudi če 5 let ne bo. Ampak ta model je random le prišel do tebe, pa začel, lej, skjer pičko si jaz pišem, pa je bilo tako, zakaj to razlagaš? In jaz sem se prepisal in nisem videl pred zgodbe, da je bil vsi sovražje, zato ko on je imel status glasbenika in si je zmišljeval, kdaj bo vprašan in se drugi nafukali, až on je prišel pa rekel, nisem se mogel učiti, čeprav bi mogel biti vprašan in pa je bil nekdo drug, ki ni pričakoval, ne, in se ga sovražili. Plus ni bil lik najbolj cool tip, brezvezni je bil. No, in pol, da je bilo kaj bilo Messenger najbrž, a je že bil Facebook, ne vem, če je bil, ne, Facebooka še najbrž ni bilo. In je bilo fora, on je ful razlagal, še manj je razlagal, kako se zdaj na pičko piše in kako bo on šel v telovance tisti dan fukati, ne, in neke slike kazal, ok. In pol mi reče, en se šel, zdaj pol gremo na per, pa jaz jih niti nisem poznal toliko, to je bilo na prvi mesec, ko sem se jaz prepisal. In se začnejo ti pogovarjati in ugotovim, da je en moj sošolc se pretvarjal, v bistvu ga je catfishal in mu pošilja pač z njeta neke slike nagih bab in kao, da se dobite zafukali. In fora je bila, da ta isti model, ki ga je catfishal, je bil z njemu zmenen, da mu pol prije povedati, kak je bilo nafukan. In seveda je cel fucking razred tam sedel.
In vsi so vedeli, razen ta violončelist, da vsi vejo, da ni nobenega v garderobi. Ne? In ta model, ne samo, da je pršel je moker, očitno se je pošprical, kao da bi izgledal, da je prešvicana, ne? Se je polil in se usedel zraven in začel razlagati specifično, kako je to babo fukal. In zastopič, vsi smo vedeli, da ni res. Plus to, da smo razsežnost igrajo ljudje. Razsežnost. Plus to, da je itek sliko sebe spodaj, ne? In smo vsi videli njegovega pimpelna. In da se cel razred dela, da ne ve, zakaj se gre in se vse zadržuje, medtem ko on slastno razlaga, kaj vse je delo, kako je penetriral, da je ta baba starejša njega čakala, zastopiš. Nore je bilo. Sem kaj pa tako za stand-up, se ti izmisliš kakšne zgodbe, se vse zgodi, ker vem, da poslušam kakšne, pa prav vem, da tako ti seriš 100%, ne ti tako drugi kakšni. Ne, fulkat je. Ne, jaz se ne moram razlagati zgodbe, če vsaj nekaj ni res. Vsaj itak je potenciraš, ampak nekaj se je moglo narediti, ali pa nekaj si mogel videti. Ne. Če bi jaz rekel, vzadnji sem klical nekoga in veš kam je, da bi stegli, da bi se kar zriti potegnil. Ne morem, če jaz ne verjamem v zgodbe in ne morem naprej prodati. Ne. Ampak jaz vem, da sem imel pogovor z enim modelom enkrat, samo sem pač, jaz sem kul nočem komorkul svetovati ali pa karkul pametovati zravno, ampak sem prav rekel, da ne govori tega, ker jaz in ti oba vemo, da ni bilo res. Rekel, če deluje, sem rekel, zakaj? To se tebi zdi, jaz sem pogruntil, ker sem prvi čul, da ni res. In če bi bila res, bi lahko nekaj, če je res, ti lahko ti imaš neko formo, resnično zgodbo in pol lahko napleteš noter ful stvari, ki se morati niso resnične, ali pa se ti sam zdi, ali pa bi potencirala na bolj smešen način. Sam, da je jedro vse resnično, da je vsaj 70% res. Kdo bi pa rekel, kdo pa najbolj serija od slovenskih komikov? Serije, odvisno. Pa tako nobeno bomo rekli, pa idek nobeno posluša. Če kdo ga serija najbolj? To pomeni na štajerski, da zamuti z nekom, da ga serijaš, a ni? Mislim, da ti nabija pizda. Mislim, vse bolj, kaj ne dosti govori po resnica, ne, bolj, kaj ne, vse gruntan dela, kjer je tako, da prav rekel, da ga je serije, da ga Ti vedno nek nastavek naredi, pa ne gre pol do konca in se mi vedno pol zdi, čakaj, se te to res naredila, se ti ni. Sam je pa simpatičen, pa mamica mi všeč. Ja, vsak ima svoj cup of tea, ampak pač, ki si rekel, ni to, da šimfam, ampak karkoli, ampak tako. Ja, se veš, kak je to, itek. Meni je to vzadnjič sem gledal sem, kaj se že, Optimiste in potem smo imeli potem smo prišli v zaodrje, ne, in itek, najboljše je bilo to, ko smo bili na Zoom meetingu in večkrat očitno smo komiki delali čez zimo, full Zoomu, pa noben drug. In Ana Klašne ima na glas fucking majki in uleče od vseh majke in sam dela po sebi. Ana Klašna je moja soseda. A res, no? Reči ne fucking mikrofon drugi izklopi. Jaz sem privately pisal, da izklopi prosim mikrofon, nič se ni čulo. Ampak vse, kar se je počulo, je bilo pa to, da so vsi je bil Bagola, ki je kao prišel na vrsto in tako, fantastično, res neverjetno, in vse sam hvali in jaz tako gledam, a bo kdo povedal kakršnokoli kritiko? Noben, a veš, tako, ful se mi zdi, da enkrat, ko si v svojem fohu, se ti noben ne upa nič več povedati. Da sam ful na glas to reče v Klašni, da te bo slišala skozi steno. Pa sploh v Sloveniji, ker vsi gosti, ki smo jih imeli, se mi zdi, da so bili zelo tako previdni, ker skoraj vsak ga malo poznal, pa kaj je delal in pa res tudi za hec ali pa v kritiki nobene bo rekel, tudi za zajebancijo na teh stvarih. Ej, stari, jaz sem že imel probleme z ljudmi, ker sem karkoli, mislim ti, prije pol nazaj,
Ni noben ne sprejme kritike. Ja, se smo imeli že mi problem s tem. in- Pa študentska organizacija ima slab problem s tem, da ne zna sprejeti kritike. Ja, smo videli, ja. Mislim, da čiste ljubljanska študentska organizacija je gnila že 20 let. Jup. Ker jaz sem vem, da oni so hoteli, je bil še v te špele grožili deda gor. Ne vem, je še. Bivši, no. Je bil model 32 let star študent za 6 uri plače. Ali Tom Duhovnik Tako je hotel. 32 let star. Tako, ja, vsi so 32 let. Ampak on je bil tako nek nabilden model in je hotel, da bi nastopali za njih s tem, da moramo mi plačati njim plač. Zdaj, kaj the fuck je z vami narobe? Ti mene najel in na koncu bom jaz izgubil. In smo bili s Papiči takrat tam in pol so že pristali na to, da mi ne plačamo prostora, ampak moramo plačati čiščenje. Zdaj, kaj se tukaj dogaja? In koliko je čistilka? In tak 50 evrov. Sem rekel, če čistilka za pol ure dela računa 50 evrov, prosim, dajte mene zaposliti, ker bom pustil naš pot. Ja. Kampus, da obstaja, je največ barabija na svetu. Ja, dejansko. Kampus v Ljubljani je en bivši študent kar nekako kupil za 330 evrov in naslednje leto za 1,5 milijona prodal. In tam je narisana štreka čez. In to se računa samo, da se bo podrlo, ko bojo drugi tir delali. Jaz radio študent ne poslušam, nikoli mi ni bil pri srcu. Ampak imajo pa pravice delati, karkoli hoče, naj na svoj instrumentalno glasbo predvajajo, ki se furaš domov in užgeš radio študent in poslušaš zvoke cirkularke. Model radio študent je, jaz pa, meni najbolj, kadarkoli sem jih spoznal koga, da je delal tam, so vsi tako, če sem z radio študent, dej tega ne na glas povedati. A prav, noben vas ne ima res, razen biti sam. Dogovorjeno. Jaz sem tako občudoval, jaz sem z radio študentov, je še tako, ok, cool, dej, bom midva dispa. Jaz sem rajše rečem, da sem iz Ljubljana mim streama. Jaz sem iz Ljubljana mim streama. To se mi spoštuje. Radio študent je sam side hustle. Če jaz sem, s kom sem že bil letos na morju, ki je bil iz radio študenta. Mislim, da so tukaj najbolj res prizadete 16-letnice z oblikovne največ. Se mi zdi, koliko pogledaš socialna mreža, vse te selitve. Jaz bi rekel, da so najbolj zaščitene model zdaj. Vem, da je en kolega razlagal, ki je hodil, on hodil roga, kdaj sem pa kaj, in da je šel enkrat tako na nek nastop, ne vem niti pojma, in pač upadel ta nek prostor in ga en model napizdi, kao, kva delaš tukaj? Jaz sem bil na žurki v Rogu, kjer je bil v zaprtem prostoru vžgan agregat. In 100 ljudi nori. Kaj je z To je vami? model okultni skupinski samomor. Sam nisem te povabil. Tam si predhodil šel, zamudil si main happen. Prehiter si šel model, če ne bi bilo hudo. Tist, ki ostane do konca, ostane do konca. Meni je edin žal, da nikoli nisem mogel iti tako stikati naokoli, pa malo tako pa brskati cela stavba, ker to ful rad delam, sam lih za rok si specifično nisem. Stikaš, ali? Kaj? Ti po novih bajtah pol stikaš ponovati, ali kako? Ne, mislim tako po zapuščenih, ne vem, da sem najdel ene par tako Zdaj sem govoril, da si en televizor najdel v eni bajti. To je pa tvoja model. Ne, ful imaš, ne vem, tam par... Si ga je hotel vzeti, sam pa je Tam videl, da na je nova Viču ste nekaj 14 zapuščeni hiši, pa sem prišel noter, pol tam par FMF-ju je ena, pol tam par Meti je tudi ena. In meni to vse zanimivo. A tam na Meti si šel v uno bajto, res? Ja, sem tam so bili hair modeli. Ja, so, ja. Ej, na Meti, jaz tudi rad ful zapuščene hiše hodim. Ful me fascinira, zato ker vedno upaš, da boš neka trupla v nekaj najde. Vedno nek delček tebe, ki misliš, ilegalnega najde. Ampak jaz sem bil isto na Meti, a si bil v uni stavbi, ki je za cikreti ona stara. Ja, zihar una. Jaz sem enkrat tam bil odzadaj, tam so neke jogi, tam so džanksi, najmaš, jaz sem imeli kar svoj motel, prav jogi sem bil tam.
In potem sem jaz imel enega pretedenega cimra v gimnaziji, ki je enkrat celo nočca vzel, z enima svojima pretegnima kolega in sta šla spat, ja, in ko sta se zbudila, to je ona dva sta šla ven spat decembra na Metelkovo. In je nek Junks prišel zjutraj z noža, in jih je v ropo, in potem je rekel, kao, ona, drugič pa doma spita, tle jaz spim. Veš, on jih je iz svoje kao bajte vrdu. Predstavljaš, sem to, a si predstavljaš, da ti imaš kartoteko in boš enkrat 17 let star in boš še vedno na kartoteki pisalo branil rok. Tiste mačke so najdražja stvar, ki si jih lasti, je temu rogu pismo. Ja, taka je situacija danes v rogu. Ljudje na mestu, da bi se učili za izpite, so šli protestirati. Celih to, a ni zanimivo, veš kaj manj zanimivo? Jankovič taktično med izpitnim obdobjem šel podirati. Kredo, da bo nam 16 let. Pa tega tiče. A ti ljudje dobijo kazen, ko protestirajo zdaj v teh okoljih? Ker če meni noben od nas ne more nikamor, noben ne more normalno delati, če se zbere par 100 ljudi, pa kriči drugemu v faca z maskim gor, je kar cool, mislim, to se kar... Mislim, da so vsi pse vzeli, da me olupho. Če imaš psa, če ga sprehajaš, lahko delaš karkoli hočeš. Ja, jaz pa res bila neka scena, ko so govorili, da ne na proteste ne pripeljejo psov, zato ko so imeli vsi pse sabo, ker so kao potem policijski psi pa konji in je kao nevaren za te pse lahko. To so te neke... Jaz v bistvu sam dam ven svojo frustracijo, ko pa čas ne smem ven podveti, folk pa lahko gre sprehajati psa, menda. In pol mi prav nekdo, psi imajo potrebe, jaz jih imam isto. Nikoli se še niso Američani tukaj brigali za politike, ki zadnje 4 leta. Mislim, ne je dovolj, da bi videli, da Biden šlata otroke in da podkopuje Kitajci, ampak vse v redu. Da bo po moje, Bidena bo po moje prej kapka pa Trumpa. To bo najbolj žalostno. To bi šel pa stave polagati, kjer ga bo prej pobral. Pamet zgleda, da ful zdrava. En zgleda, kada ima zlatenico, to drug je 15 dementan. A ti veš, da Biden si je zdaj roke zlomil 2 meseca nazaj, ki se je igral doma s psom. Pa ima še Boš roko, kak je druzga. Kam je dobro? Pa si je skočil, ki ne bi smel. Jaz sicer ne vem, kaj so te že sprašvali, ampak mene zanima, prej sem hotel reči, kva smo že govorili, se ne vem več. Ampak, ko smo se šalca zabavali, kdo so te bili, a so te že vprašali, kdo so te bili inspiracija komedijanti slovenske ali pa, kjer so ti najboljši bili? Oziroma ne nujno slovenske. Zato, ker slovenski so ponavadi mi tako, kao nasplošno ljudje jih ne marajo ful. Ful imaš teh anglofilov pri nas, ki ti pride Jimmy Carr, pa pride 2000 Slovencev iza fucking hriba prileti in ni važno, koliko star joke pove. Oh my goodness, all of a sudden I speak with an English accent. Imaš te pičke šampanci, could you believe it? Oh my goodness. In si ti tam ampak to so stari joke, ki jih že jaz poznam. On je prišel zadnjo predstavo naredil z 2 leti s termo material, ki smo ga vsi videli in so vsi bili how fantastic. Tam imaš pa modele, ki se ti po Sloveniji furajo, po vsake pol leta naredi pol ure novega materiala in so se tako, jaz ne maram slovenske komedije, zato ker Angliži so božji in potem rečeš, koga poznaš in ti vsi reče Jimmy Carr, pa še 2, pa je tako. I went to a bar one day, I went to the bartender, I tell him, surprise me, he showed me a naked picture of my wife. Evo, to je super joke, to stari tudi tako legendarno mislim, kamaš, to so res dobre. A veš, to je, v Jason Nickman tudi ful dober. David Tell, Jason Nickman is ten joke, ki je kao, my mom didn't believe in the Holocaust. She just didn't believe it happened. So we got a rabbi. We bought all the books, showed her all the movies. Now she believed the Holocaust happened.
she just doesn't get why it only happened once. A veš, je tako ful lepo zapakirati. A pa je zdaj, to pa me prav res zanima, a je kaj teži se zabavati, da pride kdo po nastopu do tebe pa reče, to je bilo pa predač, ali pa kaj tako, imaš kakšen tako feedback, tako negativen, oziroma to je pa prečrno ali pa nekaj. V zadnjem letu ti itak nismo nič nastopali, tako da ni. Ti piše, mislim, imaš ljudi, ki ti manj na Instagram, ki piše, a veš, imaš, ne vem, 10,000 ljudi ali pa 8,000 ljudi, a pa ne ide pretiravam. Rečemo, imaš 6,000 ljudi, če imaš dober story, ki ga vidi, in eden se najde, ki ti reče, to je bilo pa neokusno. In potem si tak, ne vem, če imaš prav. Mislim, imaš mnenje, ampak če je od 6,000 ljudi, ne vem, 50 ljudi ti ekstra lajkalo, jaz lahko gledam statistiko za joke, ki ga naredim, kaj je šlo česa, ne, pa koliko se jih je vrnilo ali pa koliko jih je šeralo. In potem en napiše, to je pa res prehudo, ker jaz to osebo pa jaz poznam, pa tako koliko si ti special, res, da si se rodil na geografski točki, kjer si blizu tej dotični osebi, res to pa ker vsak veš kaj, vse je smešno, dokler se ne gre v tep. Se to je vedno. S tujim tičem je lahko mlatiti po koprivah. Tako je nič. Neč, bomo zaključili. Mislim, jaz bom. Ja. Ure že 10:30, sploh nisem skontal. Za mlad folk tam ob 9 vprašaj, dokdaj bo to? Veš kaj je, ne govorimo vsak dan z ljudmi, ki delajo na Radio Študent. Dober zaključek. Evo, kle pa lahko končamo. Res ful hvala, da si prišel. Da si se pozabaval z nami pa še kdaj. Ja. Uživajte, pubeci. Hvala lepa. Hvala. Fajn za me. Dobro se me. Ajde, uživajte. Čau, Bob. Čau, Bob. Čau.